Že dolgo se razpravlja o tem, zakaj učitelj izgubijo avtoriteto in kaj vse bi moral učitelj storiti, da bi to avtoriteto ponovno pridobil. Učitelje spremljam iz dveh zornih kotov, kot šolska svetovalna delavka in kot mati. Ker je družba prepričana, da učitelji ne opravljajo svojega dela dobro in Ministrstvo za šolstvo neprestano spreminja učne načrte in dodajajo zahteve. A si lahko predstavljate delo, ki neprestano spreminja vsebino? Poudarjajo, da je učitelj avtonomen v svojih metodah poučevanja, pa je res. Zunanja preverjanja znanja so sestavljena tako, da zahtevajo učenje na pamet, torej preverjajo učitelja in ne otroka. Kot mama si želim, da bi v šoli moje 3 otroke naučili logičnega in kritičnega razmišljanja, samostojnosti, ekološke ozaveščenosti, pa tudi spoštovanja sebe in drugih, izražanja mnenj, komunikacije in sodelovanja. Saj ne trdim, da v učnih načrtih tega ni, trdim, da so metode napačne. Učni načrti ne ostanejo vsaj mandat ali celo 2 takšni, kot so, in se raje posvetimo metodam, načinu pridobivanja znanja. Vsak otrok je otrok s posebnimi potrebami, zato mora učitelj imeti čas poznati vsakega otroka in mu prirejati metode, ki ga bodo popeljale do življenjskih in strokovnih znanj. Bolj bi morali izkoristiti informativno dobo. Pouk bi lahko bil na primer multimedijski. Učenci so očarani nad novo tehnologijo, podatki so hitreje dostopni, legastenikom, dislektikom in naglušnim otrokom bi olajšalo osvajanje snovi in še bi lahko naštevala. Poleg tega menim, da bi šola lahko omogočila učencem, da skrbijo za domače živali, kot na primer kravo. S tem bi se naučili odgovornosti, pridobili občutek za naravo in hkrati pridobivali znanje iz konkretne snovi, na primer kemija, izdelki iz mleka, biologija, sesalci in tako dalje. Ta način dela bi bil zelo primeren tudi za otroke z motnjami čustvovanja, hiperkinetičnimi otroki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in tako dalje. Nacionalno preverjanje znanja in matura ne bodo sestavljeni tako, da bodo ocenjevali splošno razgledanost, kritično razmišljanje in logično sosledje dogodkov. Prepričana sem, da bo učitelj, ki bo delal oziroma mu bo dovoljeno delati na tak način, imel avtoriteto, motiviranega učenca in zadovoljne starše. Na koncu bi rada še nekaj poudarila. V poklicih, ki jih večinoma opravljamo ženske, se moramo skupaj potruditi za izboljšanje ugleda, ker se družbeni stereotipi prenašajo tudi na poklice in razvrednotijo tako žensko delo kot poklic. Sindikati, ki so jih polna usta pravic, se s tem vprašanjem sploh ne ukvarjajo, so pa pomembna za razvoj svobodne družbe brez predsodkov.